V rubriko Glas ljudstva pa nam je tokrat pisal Žan s težavo, ki v teh dneh muči marsikaterega pravega Slovenca. In sicer, zima je tukaj in posledično me zanima, kako naj se oblečem, ko grem na kolo, da na spustu ne zmrznem. Ker mi o kolesarjenju vemo približno toliko kot povprečen Slovenec, prav čist vse smo seveda na to vprašanje želeli odgovoriti sami, potem pa smo se spomnili, da obstaja nekdo, ki o vožnji v zimskih razmerah ve še veliko več kot mi. Žan odgovarja, gospod B. Lepo pozdravljen, dragi Žan. Že vse letos ne bova nič videla, se si kot vidim prstov na taporedemu seznamu. Ja, morda bi bilo pa bož, da se drugo leto ob sobotah zvečer učiš, kada pa buleš v televizijo. To je pa moj jelenček Rudolf. Se samo rekel, ne gre poklicati druge Jelene, se moramo počasi naprej na pot, še prej pa ti bova skupaj odgovorila na vprašanje, ki te muči. Daj pohit, ker so Jelene parkirale par plasa za taksi, da bo spet vse Jermene porezal. Gremo, ajde. No, še prej, dragi Rudolf, pa bova Žanu povedala, kako naj se obleče, da ga pozim na kolesu, da bo zebel. Sam na saneh pozim nosim tale kožuh, pa moram reči, da me čist nič ne zebe. Valjda te nič ne zebe, če nosiš po to obleko še kap špeha. Sam čik do to obed, se ga pošle gor, da se je vrnite čaj igrače pakirat. V glavnem, Žan, zdaj je dobro posluš, kad ti povedal, k Jelen Jelenu. A mi že res on voz te sedi? Zdaj vam pomislilo, tip sedi klele zad zavito deko, pa maha otrokom, odkar bomo Google Maps, mu še na karto ni treba gledati. Pa vmes se slikamo z darili zraven enega Raufuka in to je to. Podaj si še škornil da uvaže. Veš, kaj mislim? Mi Jelene vozimo te sedi, tako da če se kdo spozna, da zimsko vožnjo sem tu jaz. Zdaj, kar se tiče same obleke, ti mogoče predlagam, da razmisliš o alternativi, pa si pustiš dlako. Jaz pa imam, zdaj enkrat nobenih problemov, čiš tima. Dokler pa ti dlaka ne zrase, ti pa predlagam, da narediš popolnoma nič. In tako se bo lepo poprečna temperatura naslednjih letih toliko dvigala, da tudi pozim čist prijetek kolesar. Zdaj pa sorry, ko moram jeti. Ja, ubogi Rudolf, čez dan dela v živalskem vrtu in ga otroci stalno hranijo z sladkarijam pa elektronskim cigaretam. Ja, kaj hočemo, ni najbolj zdrav, mu pa saj prci dišijo po jagodah. Ja, dragi otroci, lepo se imejte in lepo praznujte. Kot vsako leto mi lahko na oken postavite piškote in mlek, vas pa opozarjam, da mi je babica zima letos prepovedala sladkor, gluten, jajca, oreščke in laktozo, tako da se tudi jaz, kot redni bralci Lidl prospektov, vedno bolj sprašujem, v čem je sploh smisel teh praznikov. No, naj kljub vsemu ostanejo veseli in čarobni, mi pa da se kmalu vidimo. No, ne z vami, ampak s pridnimi.